V preteklosti sem naredil nekaj projektov na zračni pogon z uporabo 3D tiskanih motorjev na stisnjen zrak. Naredil sem tudi nekaj električnih koles. Mislim pa, da je čas, da združimo oboje. Ja, naredil bom kolo na zračni pogon. Načrt je uporabiti pnevmatski cilinder, ki bo nameščen znotraj okvirja kolesa. To bo pretvorilo stisnjen zrak v linearno gibanje. To linearno gibanje lahko nato pretvorimo v rotacijsko gibanje, ki bo poganjalo zadnje kolo. Za izdelavo CAD modela moram narediti nekaj fotografij okvirja kolesa iz različnih kotov. Te fotografije lahko nato uvozim v CAD programsko opremo Fusion 360 in jih prilagodim merilu. Te slike lahko nato uporabim za sledenje kotov in dolžin cevi okvirja. Na srečo ima kolo, ki ga uporabljam, precej osnovno zasnovo okvirja, zato imajo vse cevi po svoji dolžini enak premer. In zdaj imamo precej osnovni model okvirja kolesa. Nato sem modeliral pnevmatski val in ko sem ga postavil v okvir kolesa, sem bil vesel, da nisem naročil ničesar večjega. Nato je bilo potrebno kar precej dela, da sem zasnovo prilagodil do te mere, da je vse skupaj ustrezalo. Pnevmatski val je moral biti nameščen na popolni razdalji od osi gonilke, da bat ne bi zadel konca valja na nobenem koncu hoda. In položaj glavnega pogonskega zobnika je moral biti popoln, da veriga pri pogonu zadnjega kolesa ne bi zadela zadnjih cevi okvirja. Ko sem bil zadovoljen z zasnovo, je bil čas, da sem vse dele izrezal s CNC strojem. In 3D natisnem objemke za okvir, za kar sem uporabil PLA plastični filament, ki mi jo je priskrbel moj sponzor za filament 3D Prints UK. Ko so bili vsi deli pripravljeni in je prispela potrebna oprema, je bil čas, da preverim, ali se moja zasnova prilega kolesu. Nato so bila dodana ležaja za ročično gred, ki bosta podpirala os, zasnovano za povezavo s pnevmatskim cilindrom. Z gonilnim zobnikom. Nato je bil pritrjen zamik ročične gredi, ki bo uporabljen za pretvorbo linearnega gibanja pnevmatskega cilindra v rotacijsko gibanje za gonilni zobnik. In zdaj k pomembnemu delu, pnevmatskemu cilindru, ki se je, kot sem načrtoval, popolnoma prilegal v okvir. Naslednji najpomembnejši del, ali morda celo najpomembnejši del, veriga. Prav tako ne morem, da ne bi omenil, kako popolna je ta dolžina verige. Pričakoval sem, da bom potreboval napenjalec verige, vendar je bila pozicija pogonskega zobnika na srečo tako popolna, da sta bili tako veriga s pedal kot veriga s pogonske gredi skoraj popolno napeti. Nato je sledila smešna naloga nameščanja ogromnega zračnega rezervoarja. Za nadzor pretoka zraka iz rezervoarja do pnevmatskega cilindra mora biti nameščen sistem ventilov. Odločil sem se uporabiti elektronsko nadzorovane elektromagnetne ventile iz več razlogov. Glavna razloga sta preprostost in cena. Če bi zasnoval in izdelal mehansko upravljane ventile, bi bil čas potreben za izdelavo tega kolesa veliko daljši, rezultat pa bi bil enak. In ker nimam pojma, kakšen bo ta končni rezultat, bi raje vložil čim manj truda. Ne samo to, elektronsko nadzorovani ventili mi bodo dali priložnost, da kasneje optimiziram kolo, saj bi rad programiral ventile tako, da se odpirajo različno dolgo, odvisno od dovodnega tlaka. Upam, da bo zaradi tega izpušni tlak čim bližje atmosferskemu tlaku za največjo učinkovitost. Nato sem ventile namestil čim bližje vstopu v val, pri čemer sem uporabil prožno gumijasto cev, da omogočim gibanje valja med njegovim ciklom.
Hiter tlačni preizkus napeljave je bil uspešen in ko sem priključil baterijo na enega od ventilov, me je to zagotovo navdušilo, da bi to kolo spravil v pogon. Tako sem dokončal namestitev vse elektronike in tudi napeljave za ventilni sistem. Tukaj zgoraj so 4 ventili, ki jih elektronsko nadzoruje Arduino, ki je tukaj zadaj. Obstaja relejni sistem, ki dovaja napetost na te ventile in to odpre ventile, da dovoli vstop zraka ali izpust zraka ven. Način, kako Arduino ve, kdaj mora odpreti te ventile, je ta, da imam tukaj spodaj infrardeči senzor, ki v bistvu šteje, koliko zob verižnika gre mimo njega. Na ta način lahko izračuna kot ročične gredi in tako ve, kdaj jih mora odpreti ali zapreti. Tukaj spodaj je tudi stikalo, ki deluje kot ničelno stikalo. Tako da, ko je stikalo pritisnjeno, Arduino ve, da je to ničelni kot na ročični gredi. In potem lahko šteje do 360, se ponastavi na nič, šteje do 360, se ponastavi na nič. Tako nikoli ne izgubi svojega položaja in časovno krmiljenje ventilov ne uide iz sinhronizacije. Torej, najprej bom priključil dovod zraka. Zaenkrat sem naredil zelo preprosto kodo za to, ki bo omogočila, da je dovod zraka odprt na eni strani, nato pa še na drugi strani. Zaenkrat še ni posebnega spremenljivega krmiljenja ventilov. Zato bomo to hitro preizkusili, da vidimo, če lahko zavrtimo kolo. Torej, če to priključim, pravzaprav moram najprej vklopiti elektroniko. Torej, priključim baterijo. In polcem. Priključim. Dovod zraka. Prav, torej, imamo približno trenutno le približno 28 PSI, ni veliko pritiska, ampak poglejmo, če bo to dovolj, da ga zaženemo. Torej, da zaženem kolo, moram samo rahlo zavrteti kolo, da se pritisne referenčno stikalo. Nato držim ročico za plin, ki je tukaj kot palčna ročica za plin. Če ga nastavim na maksimum in potem ga rahlo porinem. O moj bog, deluje. Nenehno se nekaj drgne ob nekaj, to je. Prav, torej zdaj, če spustim plin, bi se moralo ustaviti. Mislim, da se je kolo drgnilo tam. Se drgne? Tako sem vesel, res. Mislim, da moramo iti in narediti nekaj pravih testov. To je bilo tako cool. Prav, sinoči sem na hitro preizkusil kolo na travi. Bilo je precej temno in deževalo je, zato nisem snemal, ampak lahko vam povem, da se ni zgodilo nič. Zobnik, ki je bil tukaj, je imel 42 zob in mislim, da ni ustvarjal dovolj navora na zadnjem kolesu, zato me ni mogel potisniti naprej. Nisem prepričan, ali bo to še vedno dovolj. Ta ima 22 zob, tako da bo teoretično podvojil količino navora, ampak trenutno testiram na travi. Če me lahko potisne po travi, me bo zagotovo lahko potisnil tudi po asfaltu. Ampak želim ga hitro preizkusiti tukaj, preden grem na asfalt. Torej bom trenutno nastavil pritisk na 50 PSI, v rezervarju je 80 PSI, skozi regulator pa 50 PSI in bom poskusil spraviti nogo čez to. Verjetno ni dobro, da brcnem v pentoil. Prav, torej. Nastavi plin. In rahlo pritisni, da klikneš tisto stikalo. Ja, na travi nima veliko moči. Čutim, kako me potiska. Tako pa smo. V redu. Na travi se malo muči. Mislim, da je čas, da ga preizkusimo na asfaltu. Torej, tukaj sem na najbolj ravni in najmirnejši cesti, kar sem jo lahko našel. V rezervarju imam 100 PSI, verjetno bom to zmanjšal na približno 50. In potem bomo preizkusili zadevo.
če mi uspe spraviti norbo čez. Prav. Torej, jo, rahlo porini, samo da začne. In potem... Ivo, tako? Daleč. Potiska mi. Ni prav hiter. Pazim na promet. Pravzaprav je kar težko ohranjati ravnotežje s tem ogromnim rezervoarjem zadaj. Reguliral bom pritisk do 55. Poskusimo s 55. Prav. Gremo. Naslednjič bom pritisnil na plin in enkrat bom potisnil, da nabavim hitrost. Zdaj pospešuje. V redu, tudi jaz sem zdaj proti vetru. Če malo pospešim, tako, potem lahko samo dvignem noge. Poganjal bom pedala, da pridobim malo več hitrosti. Samo da vidim, kako deluje pri večji hitrosti. Deluje, samo ni zelo močno. Nisem prepričan, če je to ravno dovoljeno na cesti. Predvidevam, da je, ker bi sicer policija ustavila kolesarje zaradi spuščanja neke druge vrste plina iz zadnje plati. Poskusimo še enkrat. Imam le 40 PSI, zato dvomim, da bo to kaj dosti pomagalo. Ampak lahko izkoristim ves zrak, ki ga imam. Stavim, da si mislil, da sem pravi čudak. Včasih se časovanje zamakne. Mislim, da je to zaradi infrardeče svetlobe, sensorja infrardečega žarka. Tako da bi moral verjetno enkrat uporabiti nek ustrezen enkoder. Ampak to deluje kar dobro. Zmanjkalo mi je tlaka zraka, zato bom moral iti nazaj v svojo delavnico in zagnati kompresor. S tem sem zadovoljen, zelo sem zadovoljen s tem. Ne morem reči, da nisem. Ja, 25 PSI in je bila praktično mrtva. To je bil dober prvi test, ampak na tem kolesu je zagotovo še veliko prostora za izboljšave. Za načrtovanje in izdelavo tega kolesa so bili potrebni približno 4 tedni, zato to ni konec tega projekta. Ta video si predstavljajte bolj kot prvi del projektnega videa. Rad bi naredil nadaljevalni video, kjer bi podrobneje razložil, kako optimizirati to kolo.
ker je bil tisti prvi test, čeprav je deloval, daleč od zmogljivosti, ki sem si jo želel. Nekaj sprememb moram narediti na tem spodnjem delu, kar se tiče mehanike. Trenutna ročična gred tukaj zdrži več kot 80 PSI. Preden sem dokončal izdelavo tega kolesa, sem naredil test tlaka in uspelo mi je zlomiti to os pri približno 80 PSI. Zato tudi nisem izvajal testa nad 60 PSI. Prav tako želim narediti veliko sprememb pri časovnem usklajevanju ventilov. Če si ogledate posnetek z GoPro kamere, ki je snemala to vrtenje, je bilo precej jasno, da je bilo časovno usklajevanje ventilov precej napačno. Zračni dovodi bi se odprli pozno ali prepozno, izpušni ventili pa bi se odprli prezgodaj. Tako da, kar se tiče dejanskega kota, pod katerim je val dejansko prenašal silo na ročično gred, je bilo to verjetno le okoli 60 stopinj, od vseh možnih 180 stopinj, kolikor bi jih lahko vlekel ali potiskal. Tako da se je v tem ciklu izgubilo veliko energije. Na kratko sem med izdelavo kolesa omenil, da želim prilagajati čas odpiranja ventilov glede na dovodni tlak iz rezervoarja. In s tem sem mislil, da lahko v bistvu izračunam, koliko se bo prostornina valja razširila. Torej, odvisno od tlaka bom spustil več ali manj zraka noter. Tako da bo, ko se zrak razširi, končni tlak zraka enak zunanjemu atmosferskemu tlaku. In mislim, da je to najboljši ali vsaj najučinkovitejši način za prenos energije iz zraka. Ker je vsak tlak, ki izhaja iz izpuha, izgubljen tlak. Pri tistem prvem testu, ki sem ga izvedel, ste verjetno slišali, da je bil zračni tlak, ki je prihajal iz izpuha, precej visok. Slišalo se je, kot da bi vsakič, ko je motor naredil krog, počila mala zračna pištola. Torej, če lahko to optimiziram tako, da je izpušni tlak čim nižji oziroma čim bliže atmosferskemu tlaku, potem mislim, da bo to najučinkovitejši način za prenos energije iz rezervoarja na zadnje kolo. Torej, ja, veliko izboljšav je še treba narediti, ampak vse te izboljšave bom naredil v naslednjem videu. Če vam je bil ta video všeč, bi bilo super, če bi pustili všeček. Če ste novi na mojem kanalu in želite spremljati ta projekt, potem se prosim spodaj naročite. Velika hvala vsem mojim podpornikom na Patreonu za podporo mojim projektom. In če želite izvedeti več, kot so zakulisne posodobitve teh projektov, občasno nalagam videoposnetke na svojo Patreon stran o tem, kaj počnem. Zato bi bilo super, če bi si lahko ogledali povezavo v opisu spodaj do moje Patreon strani. Še enkrat hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Nasvidenje!